Ok, avto se fila, jaz sem pa prišel do tovarne. Ja, tovarne vedno jemljamo kot nekaj umazanega, ropotajočega, pač prostor, kjer ne želimo biti. BMW pa je postavil tovarno na Madžarskem, kjer so na njenem dvorišču doma čebelice, ovce, ptice, žabe, bajek, malo pridejo še štorkle. Posadili so tudi 10 000 dreves, uredili kanale za padavinsko vodo, naredili hotele za žuželke, skratka, zdi se, kot da so istočasno kot za gradnjo tovarne in razvoj avtomobila namenili še za varovanje okolja. In tako naj bi moderna tovarna tudi izgledala. Sploh še nisem povedal, da tukaj nastaja novi BMW iX3, najbolj tehnološko in sploh avto iz BMW-ja. Sem ga že lani vozil v Španiji in nas je vse novinarje navdušil. Letos pomladi pa smo ga dobili tudi v Slovenijo. Sicer so bili prvi testni avti proizvedeni že oktobra 2024, potem pa so jih ves čas intenzivno testirali na vseh možnih lokacijah. Ampak, če se vrnem k tovarni, ta je najpomembnejša za BMW za tranzicijo v elektromobilnost, ker bodo tukaj v naslednjih 2 letih izdelovali še 4 čist nove modele na novi platformi Neue Klasse. V bistvu sem prej videl verjetno novi iX4, samo ga nisem posnel, ker ga pač nisem smel. V bistvu ničesar nisem smel, so nam povsod prepovedali snemanje, razen na točno določenih 3 lokacijah, na eni sem zdaj, okoli so nas pa vozili v vozičkih za golf. Ja. No, tukaj je proces marriage, kjer se združita pogon pa karoserija avta, kjer je že baterija. Tovarna stoji v Debrecenu, ki je drugo največje mesto na Madžarskem, malo manjše od Ljubljane in ima baje veliko univerzo, kjer bodo potem nabirali kadre za delo v tej veliki tovarni. Zaenkrat imajo 2 izmeni in že intenzivno delajo na uvedbi 3., ker je povpraševanje po novem iX3 tako veliko. Baje bodo takrat lahko izdelali kar 720 avtov na dan. Zaradi tako učinkovite proizvodnje imam en zanimiv podatek, ker imam z marsikom debato velikokrat, da so električni avti takšna svinarija, da v celem življenjskem ciklu z uporabo elektrike sploh ne prideš na isti nivo. Ja, povedali so, da za navaden primerljiv BMW pri proizvodnji nastane 9,9 tone CO2, pri iX30 pa 13,5 tone. In že po enem letu vožnje se izpusti zanači, naprej pa se potem samo še izboljšuje. Ne bom zdaj filozofiral o surovinah za baterije, ampak tudi nafta ni raven najbolj čista stvar na svetu, a ne? Sploh pa ne vsa motorna olja in podobno. Evo, zdaj se pa vračajo z pauze, jaz sem imel pa zdaj lepo mir, da sem lahko tole posnel. Tukaj drugače montirajo, vidim, da spodnje zaščite, pa ja, to je to. No, v tej tovarni imajo za kar 71 nogometnih igrišč veliko sončno elektrarno, njena trenutna moč je kar 45 megavatov, z njo pa pokrijajo približno četrtino vseh potreb po elektriki na leto, ker je tukaj vse na elektriko, celo lakirnica, ki je baje prva takšna na svetu. Tudi vodo ponovno uporabljajo in jo celo shranjujejo v posebnem hranilniku, da potem z njo nazaj ogrevajo prostore. Dobro, zdaj po letih ne rabijo ogrevati, jih pa tudi ohlajajo z njo baje. Baterija tam na spodje je sploh zanimiva, 6. generacija, ki ima po novem cilindrične celice namesto prizmatičnih, s čimer so dosegli veliko boljšo učinkovitost, tudi nižjo ceno. V eni bateriji je baje okrog 1000 celic, se pa enostavno povečuje samo z dodajanjem vrstic novih celic. Zdaj ima 800-voltno omrežje, da se bistveno hitreje polni, recimo 370 km v 10 minutah. Drugače sem pa zdaj na zadnji lokaciji, tukaj gor montirajo kolesa, potem pa sam dodajajo še neke obloge tamle okrog motorja, če je od spredi, pa tepihe dodaja. Potem je pa avto tjale gor na test in to je to. Celice za baterije so razvili sami v razvojnem centru blizu Münchna, potem pa jih proizvaja partnerji. Tukaj imajo praktično za sosede proizvajalce, kot je recimo Kettle. Baterije proizvaja tudi za ostale modele BMW-ja, ki jih malo pripeljejo na trg. Kar 55 različnih nacij dela tukaj, sicer nisem izvedel, če je še kje kakšen Slovenc, ampak mogoče zanima koga med vami, ker ves čas iščejo sposobne kadre. Moram pa reči, da so me s pristopom res navdušili, tako mora danes tovarne izgledati, da se lepo vklopijo v okolje in v družbo.